Ministrica Asta Vrečko, lepo pozdravljeni. Začeli ste nov mandat, v katerem želite vzpostaviti nov sodoben kulturni model, ki bo imel močno strategijo. Kakšna je vaša vizija in kako vidite ta model? Kar smo si zastavili z ekipo na Ministrstvu za kulturo je, da v bistvu prevetrimo neke ustaljene vzorce, da začnemo bolj slediti nekim novim, modernim, sodobnim praksam, ki so tudi uveljavljene že v tujini, ampak s tem, da jih seveda prilagodimo tudi našemu okolju, da izkoristimo v bistvu ideje in potenciale okolja, ljudi znotraj naše države, ki so s svojim dolgoletnim delom pravzaprav že dokazali in pokazali, da se lahko stvari delajo drugače, da prizadevali si bomo za odprte institucije, za participativnost in vključenost v bistvu vsega prebivalstva in pa akterjev na področju kulture, tako žive kulture, dediščine in tako naprej. Tudi recimo sodoben koncept varovanja kulturne dediščine, participiranja znotraj področja kulturne dediščine je treba malenkost v bistvu tudi pri nas, nekaj, kar se že sicer dogaja in tudi na terenu, evalvirati, prevetriti, ponovno razmisliti in Ministrstvo za kulturo kot neka infrastrukturna hrbtenica tega sektorja mora seveda temu tudi svojim delovanjem slediti in ponuditi vso možno podporo ter spodbujati neke nove razmisleki za to, da se lahko naredijo bolj odločni koraki naprej v prihodnost. Namreč pred nami so veliki izzivi, ne zgolj na področju kulture in umetnosti, ampak govorim seveda o podnebnih spremembah, o viziji, ki se more vendarle uresničiti skozi celotno družbo in to je, da moramo sprejeti res družben konsenz in odločne korake v smer varovanja okolja, v smer trajnostnega razvoja in v smer v bistvu zmanjševanja vseh škodljivih vplivih na okolje. Tukaj pa kultura in umetnost lahko igrata izjemno pomembno vlogo tako znotraj svojih institucij, tako na področju kulturne dediščine, kot nek most v bistvu znotraj civilnega dialoga, most med prebivalcem kot nek mediator vsebin, kot nek tudi generator nekih novih družbenih sprememb na tem področju. Zato sem tudi zelo vesela, da se nam bo pridružil Matevž Čelik na Ministrstvu za kulturo kot državni sekretar, ki je nekdo, ki te stvari zelo dobro spozna. Delal je tudi evropske projekte in pa sodeloval tako kot kurator, teoretik, predavatelj na številnih tovrstnih projektih in da bo v bistvu te nekako principe bolj usmerjene tudi v trajnostni razvoj znotraj kulture in kulturne dediščine, v bistvu lahko, da poskušamo tudi v bistvu nekako podporno infrastrukturno prenesti k nam. Lep pozdrav še od mene. Odkot boste črpali svojo vizijo? Ukvarjali ste se z aktivizmom na področju umetnosti in kulture, ste aktivni že več kot 10 let. Kje je slovenska kultura najbolj zaspala in zakaj si novega modela kulture ne moremo preprosto sposoditi od drugih evropskih velesil, ki so mogoče boljše od tega? V bistvu sama sem delala res na različnih področjih znotraj kulturnega sektorja in pa sektorja izobraževanja v bistvu. Kot raziskovalka in predavateljica na Univerzi v Ljubljani, na različnih fakultetah, pedagoški fakulteti, akademiji in pa filozofski fakulteti. Ampak recimo nekaj časa sem bila tudi delno sicer samozaposlena v kulturi, delala sem kot kustosinja, kuratorka, piska, tudi že dolgo časa nazaj kot likovna kritičarka in vse te izkušnje v bistvu, ki sem jih občutila tudi na lastni koži, probam seveda tudi znotraj ministrstva uporabiti, zato da se probamo stvari spremeniti nekako na bolje, videti, kje so neke manjše anomalije, neke manjši zastoji, ki v bistvu lahko naredijo velike korake. Seveda tukaj pa moje izkušnje osebne so tudi omejene, parcialne, zato imamo res
se mi zdi, da dobro široko ekipo znotraj kabineta, kjer so tako od doktorja arheologije, samozaposlenih v kulturi, tisti, ki so delali na področju podpornih programov, gledališča, medijev, raziskovalno, teoretsko in pa praktično, v bistvu, da lahko in pa seveda že omenjeni znotraj kulturnih umetnostnih inštituti, drugi namreč državni sekretar je Marko Rusjan, ki je dolga leta bil tudi pomočnik direktorice Zdenke Badovinac v Moderni galeriji, in vse te naše izkušnje skupaj z strokovnimi sodelavci tukaj na Ministrstvu za kulturo, kjer je v bistvu res zbrano zelo veliko znanja, bomo poskusili v bistvu povezati in spremeniti ene stvari res postopoma, po malem pogledati, ki so res minimalne spremembe za velik učinek, nekje pa seveda je treba v bistvu narediti drastične spremembe, ker vemo, da stvari ne funkcionirajo že leta in leta, da so te spremembe tudi v bistvu lahko na začetku morda ne najbolj ne grejo gladko, zato smo tudi pristaši tega, da gremo stvari postopoma, da ves čas evalviramo svoje delo, reflektiramo, ali je nekaj v redu ali ni, ne pa da se kar naenkrat v bistvu prekine, reže, naredi drugačne z novim konceptom, a hkrati niti ne vemo, ali bo to v resnici nekako se prijelo, ali je najboljše. In zato delamo v bistvu sicer z jasno vizijo, cilji, ampak tudi v bistvu zelo postopoma z različnimi plani znotraj tega. Tudi v bistvu obe direktorici direktoratov, Špela Španzel in Barbara Koželj Podlogar, sta zelo izkušeni na Ministrstvu za kulturo z mednarodnimi izkušnjami in tukaj mislim, da tudi skupaj z njima, ki sta veliki poznavalki ministrstva, kulturnega sektorja in politike, da bomo lahko v bistvu kar nekaj stvari tudi z takimi mehkimi pristopi in nekaj v bistvu z določenimi spremembami politike premaknili na bolje. Ministrica, zagovarjate socialni dialog, ki je pravzaprav zelo pomemben tudi za kulturne delavce in nevladnike. Kje iskati pomoč, da bi opolnomočili, kje poiskati mehanizme, da bi opolnomočili, da kulturni delavci ne bi tako ahasfersko tavali v prekarstvo? To je tudi eno izmed naših velikih vprašanj in tudi tukaj se bomo stvari, oziroma smo se že lotili postopoma, tako od mehanizmov razpisov, potem pridobitve statusa in tako naprej, a hkrati res z neko celostno sliko in vizijo. Do te pa seveda ne more priti, dokler nimamo mi tudi tako znotraj ministrstva razmišljenega nekega kulturne politike, možnega, seveda ne, na področju samozaposlenih v kulturi, potem nekih ocen tudi. Ena stvar reševanja prekarstva je seveda insourcing, ampak po drugi strani seveda samozaposleni v kulturi niso vsi, da bi si status, ki bi se ga dalo ali bi si bilo želja ga urejati zgolj z zaposlovanjem seveda, kajti gre za svobodne likovne umetnike, novinarje in tako naprej, je nek poklic neodvisnega delavca na področju kulture in umetnosti, ki kot tak tudi mora nedvomno obstajati. In tukaj v bistvu na področju samozaposlenih pa je še seveda, tako kot v bistvu tudi na vseh drugih področjih, da je ključen dialog z tistimi, ki pravzaprav delujejo na tem področju. Zato zdaj čez poletje, v bistvu tako smo imeli že sestanke z zagovorniškimi organizacijami, ampak čez poletje sedaj mi gledamo in pregledujemo znotraj ministrstva, kako so stvari urejene v drobovje pravzaprav, kaj se da postopoma tudi urediti, in potem takoj z jesenjo odpremo pa nekako ta širši dialog z vsemi deležniki in potem skupaj z njimi strateško bomo osmislili in tudi po korakih šli
naprej, kaj se da spremeniti tako kratkoročno, srednjeročno in potem seveda v neki viziji za dolgi rok. Vsekakor mislim, da ta status nujno potrebuje določene spremembe, tudi zaradi tega, ker se je v javnosti pravzaprav ta koncept samozaposlenega v kulturi toliko v bistvu dobil neke pejorativne konotacije, ki je povsem, mislim, neupravičena, je milo rečeno, v bistvu gre za nekaj, kar je popolnoma, v bistvu res sovražno nastrojeno, namenoma, politično, zato tudi, da se postavlja kulturo in umetnost in delavce na tem področju v nek slabši položaj in na ta način seveda tudi ta razredna vprašanja, ki pridejo zraven, socialne pravice in tako naprej, se izničujejo, ko v bistvu dajemo toliko čustvenega naboja in te res slabšalne izraze za takšne delavce. In potem je vsaka argumentirana, racionalna debata tukaj nemogoča. In zaradi tega je treba res prav na področju tako nevladnih organizacij kot samozaposlenih ves čas imeti tudi v mislih, da je to nekaj, kar je treba tudi, ne bom rekla upravičiti, ker obstoj, ker mi vendarle vemo točno, zakaj je to, ampak tudi javnosti predstaviti, da je to nujno in zakaj je že bilo in zakaj se zadnjih 15 let v bistvu se dela velika škoda, to nerazumevanje. In prepričana sem, da je to gre zgolj za nerazumevanje, ravno tudi strani nerazumevanje in pa izkoriščanje za neke politične cilje, strani pač, ja, najbolj iz nekih vidnih politikov in strank, ki želijo na ta način v bistvu voditi svoj kulturni boj. Kulturna infrastruktura je zastarana in šibka, če pomislimo na Dramo in podobne objekte. Ali lahko pričakujemo vlaganja in spremembe tudi na tem področju? Vsekakor je to eden izmed ciljev našega mandata. Ko smo prišli pred zdaj že skoraj 2 mesecema na Ministrstvo za kulturo, vsi smo prebrali nacionalni program za kulturo, pa v medijih se je govorilo veliko o Drami, Prirodoslovni muzej in tako naprej. Smo bili precej v bistvu negativno presenečeni, da v bistvu v proračunu pravzaprav za leti tudi letošnji 22, pa predvsem potem za naprej, niso ti projekti uvrščeni s proračunskimi postavkami za neke investicije konkretne. Tako da potem pa to so zgolj nekateri izmed teh najvidnejših projektov. Tako da tukaj bomo naredili tudi zdaj v razpravah vse, kar je v naši moči, ko pregledujemo v bistvu možnosti znotraj ministrstva in tudi z akterji, s temi institucijami in tako dalje, kaj se da narediti, kje imamo še določene možnosti, da vendarle zaženemo projekte iz točke nič v nekaj, da se premakne. Jaz osebno sem velik pristaš odkritega dialoga in tega, da se pove stvari odkrito, iz prve, tudi če morda jih ni lepo slišati, kot pa potem, da se 10 let, 20 let neki projekti vlečejo, se govorijo, pa bo, pa ko bo čas, pa tako naprej, potem pa nikoli ni nič. In to je, mislim, da smo prav zaradi tega tukaj zdaj, da se na katerih projektov govori o njih že 30 let, vsaka stran jih izkorišča, za nek PR bomo naredili in tako naprej, ampak v resnici konkretnih premikov pa ni. Zato je bolje kak projekt tudi ponovno razmisliti skupaj seveda z deležniki in pogledati v območjih realnega in možnega. In to je to, kar zdaj tukaj delamo, ampak vsekakor naša zaveza je, da absolutno investicije v kulturno infrastrukturo so nujne, tako na najvišji nacionalni ravni, kot tudi na ravni manjši, lokalni, občinski. Tukaj tudi zdaj se je
se išče velike možnosti, tudi en projekt se je ravnokar zaključil za vlaganje v kulturno infrastrukturo, dediščino na lokalnih skupnosti in to bomo tudi nadaljevali, ker seveda, kar je najpomembnejše pri javni infrastrukturi, na eni strani govorimo seveda o javnih zavodih, ki potrebujejo to za svoje delovanje, na drugi strani pa o dediščini. In tukaj, kar je ključno, pa je vsebina. In če te vsebina je tista, ki mora biti vodilo pri temu, kajti vse te stvari so potem v končni fazi pomembne predvsem v prvi fazi za lokalno prebivalstvo, za nacionalno in potem še naprej. Ministrica, omenjali ste prav javne zavode, če se dotaknemo javnega zavoda RTV Slovenija. Kako pomembno je neodvisno novinarstvo in kaj prinaša nove urgentnice? Neodvisno novinarstvo je pravzaprav temelj demokracije in tako je tudi RTV Slovenija pravzaprav temelj naše demokracije, kajti omogoča pravico do obveščenosti in obveščanja vsem državljanom in državljankam Republike Slovenije. Zato je nujno, da javni zavod, ki je resnično naš največji javni zavod na področju kulture in medijev pri nas, ostane neoporečen, neodvisen in predvsem neodvisen od vsakokratne oblasti. Po trenutnem zakonu ima absolutno preveliko moč v njegovo upravljanje in vodenje politika in to strankarska politika. To je nekaj, na kar nas je opozorila v nedavnem poročilu tudi Evropska komisija, to je nekaj, kar nevladne organizacije, društva novinarjev, raziskovalci, pa tudi zaposleni na Radioteleviziji in Slovenija opozarjajo že leta in leta, odkar je v veljavi zakon iz leta 2005, ki v bistvu to omogoča. In hkrati pa se vedno potem seveda v javnih razpravah osredotoča na informativni program, ki je pa zgolj eden, izjemno pomemben, ampak zgolj eden izmed delov, ki ga celotni javni zavod pokriva. In tudi ostali so prav tako za Slovenijo kot razvoj kulture, umetnosti, novinarstva, raziskovanja, poročanja o športu, otroškega, mladinskega programa, pa tudi seveda razvoja audiovizualnega sektorja, filmski serije, zelo pomemben. Tako da naš predlog tukaj umika v bistvu neposreden vpliv strankarske politike iz vodenja in upravljanja javnega zavoda. Tega smo se lotili celostno in tukaj smo prepričani, da naš predlog v bistvu to intenco zasleduje in da bo seveda tudi javnost, če bo prišlo do referenduma, ta predlog podprla. Namreč na nas se resnično obračajo dnevno ljudje, ki želijo samo, da se to prekine, da se ne pogovarja vedno, ko je ena opcija, druga opcija, karkoli, menjava oblasti samo o RTV, samo o informativnem programu. Konec koncev to je v bistvu nekako tudi na škodo prav razvoja RTV Slovenija, ki je za moje pojme odličen zavod, ki pa seveda ima tudi določene težave, ki jih bo potrebno nasloviti tudi v tem mandatu, ampak to je nemogoče v takšni pregreti situaciji in zato smo dali ta predlog. Čas je torej, da stroka zamenja politiko. Absolutno stroka in pa civilna družba in tukaj ne gre za neke obskurne, kot se želi predstaviti organizacije ali politične, govorimo o Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, govorimo o Nacionalnem svetu za kulturo in tako dalje, institutu predsednika oziroma predsednice republike, se pravi za neke temeljne naše organizacije, nepolitične in pa zaposleni, ki vendarle morajo imeti večjo vlogo pri vodenju in upravljanju RTV. Za konec pa se dotaknemo še slovenske kulture v mednarodnem prostoru. Je ta konkurenčna na tujih trgih in kje vidite priložnosti za njen razvoj? Mislim, da je slovenska kultura in umetnost, da sta pravzaprav izjemno konkurenčni. To kažejo številne mednarodne nagrade,
priznanja slovenskim umetnicam in umetnikom, slovenskim ne vem, filmu, seriji, potem vsem projektom, koprodukcije, sodelovanja širom Evrope, pa tudi po svetu. Tako da tukaj gotovo ne moremo reči, da vlada kakršnakoli razlika umetnikom, ki izhajajo iz področja Slovenije na področju mednarodne kulture in umetnosti, in to resnično mislim, da se odraža tako v produkciji kot v priznanju mednarodnim tem konkretni produkciji, kjer pa seveda nismo konkurenčni oziroma imamo še veliko možnosti za razvoj, pa je v tako znotraj nekih podpornih programov podpore temu mednarodnemu udejstvovanju na področju kulturne infrastrukture, o čemer smo govorili, podpore vsem tem koprodukcijam in sodelovanju in odpiranju našega prostora v mednarodni trg. Kultura in umetnost, vendarle je področje, resor, ki izrazito ni zaprto znotraj nacionalnih meja. In tukaj je zelo težko, nemogoče na ta način sploh ta sektor misliti. Pravzaprav je popolnoma nepomembno, ali govorimo o profesionalni kulturi, ljubiteljski kulturi, vsa je širša od nacionalnih meja in tudi tako dejansko se deluje. Na strani politike pa je, da tudi to prepozna in spodbuja. In tukaj mislim, da imamo še zelo veliko dela. Tudi to je ena izmed stvari, ki se jih želimo v bistvu nasloviti, izboljšati te pogoje, ne zgolj seveda na vseh teh mednarodnih prireditvah, kjer sodelujemo in krepimo prepoznavnost države, ampak tudi pri posameznih projektih. Ministrica Asta Vrečko, hvala za pogovor. Hvala lepa.